zadnji podatek, ki smo ga dobili, je tudi nas nekoliko neprijetno presenetil, namreč gre za to, da zavod beleži 110 tisoč in par brezposelnih oseb konec leta. To seveda smo do določene mere pričakovali, vendar je ta številka kar izdatno poskočila. Glavni razlog za takšno številko je predvsem povezan s pokojninsko reformo. V zadnjih 2 mesecih se je namreč na zavod prijavilo okrog 8 tisoč ljudi, ki so starejši od 50 let in ki so želeli izkoristiti možnost stare zakonodaje, pri čemer ne gre samo za staro pokojninsko zakonodajo, ampak tudi za staro zakonodajo o urejanju trga dela. Stara zakonodaja namreč določa, da ima nekdo možnost prejemanja denarnega nadomestila 2 leti, če je bil, in pri starejših delavcih to je primer, dovolj časa v službi, in pa 3 leta prejemati potem še plačane prispevke in čakati na upokojitev, če mu samo toliko časa do upokojitve manjka. Moram pa reči, da gre tukaj za nekoliko zgrešeno strategijo pri odločanju, kajti s 1.1.2011 je začel veljati novi zakon o urejanju trga dela, ki skrajšuje to formulo 2+3 na 2+1, kot veste, in da bodo ti ljudje pravzaprav zdaj morali razmišljati o tem, kako bodo po prenehanju prejemanja denarnega nadomestila ali že med tem se zaposlili nazaj, in zavod jim bo seveda v teku tega čakanja tudi ponujal ustrezna delovna mesta. No, drugi razlog, ki prispeva k tej številki, je kriza v gradbeništvu, in ne bi rekel samo kriza v gradbeništvu, ampak nasploh zelo intenzivno prestrukturiranje gospodarstva, kjer se čisti gospodarstvo v smislu opuščanja nedonosnih proizvodnj in prehoda na nove tehnologije. Ta učinek na zaposlovanje bo treba pričakovati v prihodnjih letih še vnaprej. In seveda tretji, ki je pa precej specifičen, je kriza upravljanja in lastninjenja, ki se kaže v nekaterih večjih podjetjih, kot sta recimo Merkur, Prevent in še nekatera druga. To so 3 glavni razlogi, ki so botrovali takemu stanju. Predvidevamo, da se bo nekako vrh tega povečevanja končal tja do marca tega leta in da bi potem moralo začeti število ljudi upadati in da se bo potem zaposlovanje v večjem meri povečalo. Vendar moram hkrati tudi dodati, da beležimo pozitivne trende na področju zaposlovanja skozi celo prejšnje leto, da se je iz Zavoda za zaposlovanje zaposlilo v lanskem letu 17% več ljudi kot v predlanskem, to pomeni v številkah okrog 55 tisoč, da je tudi število novih delovnih mest večje bilo v lanskem letu za kakih 8% kot v predlanskem, tako da smo glede tega lahko zmerno optimistični. Hvala lepa, minister, za podrobno pojasnilo.